Kongres izvajalcev računovodskih storitev, ki je v organizaciji GZS Zbornice računovodskih servisov potekal 6. in 7. oktobra 2016 v Laškem, je najpomembnejši letni dogodek ZRS. Namenjen je predstavitvi najaktualnejših vsebin s področji, ki neposredno vplivajo na upravljanje dejavnosti računovodskih servisov in jih predstavljajo priznani domači predavatelji. Vi ste eden izmed, po mojem, najpomembnejših členov v tem, kar se tudi mi prizadevamo, tudi skupaj z finančno upravo, se pravi za eno pozitivno sodelovanje, en dodaten stik z zavezanci, imate dostop do mikro, malih, srednjih podjetij, marsikateri izmed vas dela z velikimi, jim svetujete na različnih področjih, se pravi po eni strani računovodja, knjigovodja, kadrovik, po eni strani potem še davčni svetovalec, pa ta diapazon se nekako širi, mislim, da že nekar na vsa področja. Osrednja tema letošnjega kongresa je bila digitalizacija računovodskih storitev. Vsi skupaj se zavedamo, da se okolje, v katerem delujemo in v katerem delujejo tudi naše stranke, drastično spreminja. To je evolucija enega sistema, ki nas vleče in nas kotali sabo. Predvsem se moramo zavedati, da se bodo računovodje morali v zelo hitrem času spremeniti v svetovalce, spremeniti v ene popolne analitike glede na dosežene rezultate podjetij, ki jih bodo potem znali pravilno napovedati in s tem tudi slediti podjetjem oziroma doseganju ciljev, ki so jih napovedali. Menim, da je prihodnost računovodskih storitev zbežala iz okvirjev čiste administracije in zabeleženja poslovnih dogodkov v knjigah. Tile se bodo zabeležili sami. Mi pa bomo tisti, ki bomo znali to povedati. Na večerni prireditvi ob koncu prvega dne so slovesno podelili certifikate strokovni vodja računovodskega servisa. Uspešno opravljen izpit vsaj enega zaposlenega je eden od pogojev za vpis v katalog računovodskih servisov. Za certifikat smo se odločili predvsem, da dokažemo svoje znanje, saj v računovodstvu se je zmeraj potrebno dopolnjevati. Predvsem tu pri certifikatu moraš pokazati svoje znanja, tako da se je bilo potrebno pokazati, kaj znaš. Nova znanja so pa zmeraj pri izobraževanjih na voljo. Odločila sem se v bistvu, kljub temu, da imam že čez 30 let izkušenj dela v računovodstvu, da dokažem, da imam znanje, ki bo, računam, v prihodnosti potrebno za vodenje računovodskih servisov. In da to znanje že ves čas prenašam na mlajše in da dobijo tudi oni občutek, da so te stvari pomembne. Z izobraževanjem sem bila zadovoljna, uporabljala sem aplikacijo, ki je bila na voljo. Sicer se izobražujem na dnevni ravni, izpit ni lahek, kar je pravilno, a ne. Drugače sem bila pa zadovoljna samim izpitom. Spomladi bom že napotila svojo zaposleno na ta izpit. To pa svetujem vsakmu, ki resno razmišlja o tem, da bomo pripomogli k kvaliteti našega poklica v prihodnosti. Letošnje leto je bilo po besedah predsednika upravnega odbora GZS Zbornice računovodskih servisov ne samo glede števila udeležencev, ampak tudi glede števila sponzorjev enkratno, rekordno, 240 ljudi. To je dosežek, ki ga, pa mislim, da z odprtim srcem rečem, ne doseže nobena organizacija za tak dogodek. Imeli smo 2 diamantna sponzorja, Mega M in Novo Ljubljansko banko. Imeli smo 6 platinastih sponzorjev, ki so Datalab, SIDO, ININDO, Krik Axum DO z ARKS, Mikopi, SID banka in Achilles. To so organizacije, ki verjamejo v nas. Magister Samo Hribar-Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, pa je med drugim poudaril. Naslednje, kar rad vidim, ali pa na kar sem ponosen, ko sem med vami, je, da vidim veliko poguma. Že teme, ki jih odpirate in način, kako to odpirate. Ne nazadnje spet ta prireditev kažejo, da imate zelo veliko poguma, ki vam ga privoščim. Včasih pa tudi zavidam, kajti poguma tudi v Sloveniji marsikje primanjkuje. In na koncu, kar bi še posebej izpostavil in mislim, da krasi
delo vaše zbornice in vaših podjetij je pa seveda inovativnost in kompetentnost. Digitalizacija prinaša računovodskim servisom številne nove priložnosti in izzive tako na področju delovnih procesov, kot tudi pri storitvah za stranke, zato se panoga z optimizmom odpira v prihodnost. Ja, letos je bil v bistvu že 18. kongres izvajalcev računovodskih storitev, kar pove, da že dolgo časa dobro delamo. Jaz upam, da bomo tako še naprej. Hvala pa vsem, ki so danes bili z nami, res super publika, zelo veliko udeležencev. Upam, da jih bo naprej še več, zato ker po odzivih, ki jih imamo z naše publike, so zelo zadovoljni. Res je, da se trudimo, da so tudi aktualne teme, teme, ki včasih niso najbolj prijazne, sploh zato, ker se nas dotaknejo tam, kjer moramo nekaj spremeniti, nekam iti naprej, ampak jaz mislim, da z vso zagnanostjo, ki jo imamo računovodje, bomo tudi to digitalizacijo, ki nam v prihodnosti sledi, uspešno zaključili. Ker vemo, da te izzive rešujete z idejami, ki so tudi dobre, ampak ki so razpršene kot zrnca tega peska, po katerem se je Miran Stanovnik peljal, ne dosežejo tega, kar bi morali doseči. En dober odziv. Zbornica računovodskih servisov je za vas lahko lijak. Lijak, v katerega vsipajte te želje, ideje, mi ga bomo pa usmerili v točno določen cilj in verjamem, da bomo potem dovolj dobri, da ta izziv spremenimo v nekaj nam dobrega.